Živijo, tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 10. oddaja Aparatusa je bila posneta 28. februarja 2013. Z mano je govorila Nataša Briški, ki je začela kot novinarka na Pop TV-ju, potem je za njih tudi 7 let poročala iz Amerike, tako da so se pogovarjala o volitvah v Ameriki, o volitvah v Ameriki, predvsem pa o spletu in novih medijih in pa njenemu projektu metinalista.si. Preden začnemo, pa še zahvala vsem, ki ste v iTunesih Aparatusu dali oceno in pa vnaprej hvala tistim, ki boste to še naredili. Evo, zdaj pa Nataša Briški. Živite. Dej nekaj reči, tako kar... Danes sem v fitnessu zelo na easy laufala in sem ful slabo pripravljena na kraški maraton. Na kraški maraton greš? Pol maraton. Ja, pa se vse kao veze. Ja, ampak, veš. A pa to je kaj? A to je beton ali tudi po neki? Prvič grem, po cesti. Maratoni so načelno prav tako. A pa si navajena na cesti laufati? Sem laufala, okay. 10 let laufala. Aha, okay. Moje koleno ne prenese. Imam tudi, kaj sem odbojko trenirala in je tudi pri meni koleno znal vsake toliko. Jaz beton, ki ga vidim, me kar mine. Mene sam pa se to še prebolim, ki me kedamče. Jaz se tako kalava zaprobam včasih, če kakšen košček ti zgada. Ja, zraven ceste, ne. Ker beton bi obalo po moje. A ja, drugač pa okej. Ja. Zgleda v redu, ker daš ful. No, ful. Ampak ja, kdo si in kaj počneš? Torej, jaz sem Nataša Briški. V zadnjem času, to recimo, ne vem, sploh intenzivno 2-3 leta, zelo se ukvarjam s spletnimi mediji, novimi mediji, družbena omrežja, kjer me večina verjetno pozna pod vzdevkom DC43. Sicer pa sem v svoji profesionalni karieri delala na lokalnem radiju, potem 16 let mislim, da na Pop TV-ju, kjer sem bila voditeljica športne scene, pa potem skoraj 7 let dopisnica iz Združenih držav. V zadnjem času pa predvsem z vsem srcem in energijo pri projektu, ki mu rečemo Metinalista. Metinalista.si. Zdaj pa naprej grejano vse to, zakaj DC43, to te moram vprašati. Ja. DC43 je povezano s časom, ko sem živela v Sloveniji v Dolskem. In takrat nekako, ko sem odhajala počasi v Ameriko, in Washington je DC, District of Columbia, ne? Ja. No in so me takrat malo zafrkavali Dolsko City, DC. Naslov je bil pa 43, zato DC 43, ker je bila tudi lokacija, na kateri so se zbirala zelo zanimiva imena, zelo zanimivi ljudje in je v bistvu šlo bolj za recimo opis neke grupe, nekega gibanja, nekega mindseta in podobnega. Ne. Nima pa to nobene veze z Georgeom Bushom, ki sem ga intervjuvala, pa je 43, ker kakšni so me tudi vprašali, če je to, ampak ni. Jaz sem ta prvič videl, sem na hitro mislil, da je od aviona, ki je DC3 Dakota, ne? Vem. In pa jaz sem pač avione, imam preveč. Ampak ja, pač sem to videl, pa mi ni bilo jasno, okay. Kratko je bilo, dosti ostalo za ostale znake. Ja, še to. Tweetu, tako da. Ja, ampak to veš, ne, to sem se tudi z Nino pogovarjal, ne, veš, mi, ki smo pod 6 znaki, ne, smo že dolgo tam, ne. Ja, točno to, da je znak, da si že dolgo tam, če imaš pod 6, ker zdaj se ne da več. Ja, tako reče, ne, pa zveraj novo, kao. Ja, no jaz bom, kdaj naslednjo, čez 2 tedna bo 5 let. Aha, ampak si bila pa že, kaj je bil tako, kaj je bilo vse na netu, načuni SMS-i, ali si bila še tudi čisto na začetku. Veš, kaj tudi treba na začetku same SMS-i, ki so se jih folk pošiljal, ne, več ali manj. Misliš kaj, na Twitterju? Ja, začel se je z SMS-i, zato je tudi omejeno vse. Ne vem, jaz, ko sem začela, 2008 je bil že, smartphone, net, aplikacija... Ne, vse to smartphone, to je zdaj tak še prijel. Ok, zdaj pa Pop TV je športna scena, pa to... In potem si šla, pač kakor jaz vem, kakor sem jaz zasledil, ameriške študije študirati na FDV-ju. To je res. Jaz sem v bistvu ameriške študije na FDV-ju upisala na 11. september 2001. Odlično. Ja. Odlično. Tako da, to je bilo takrat. V Ameriko sem šla pa novembra 2003. Tako da nekaj časa sem, v bistvu pravzaprav ta glavni del predavanj sem naredila v Sloveniji.
Pol sem se pa pač preselila, ker sem si zelo želela enkrat v živo spremljati ameriške kampanje. Sem pa pač tako dolgo nažigala mojemu šefu takratnemu na infoprogramu, Tomažu Peroviču, da če bi se to njemu zdelo zanimivo, da se jaz za pol leta recimo preselim gor in spremljam kampanjo. Hkrati sem delala pač ta magisterij in je bil zelo in zelo so mi pomagali in vse. Na meni je bilo pač, da si najdem stanovanje in uredim vse potrebno. Ne? In po tistem, ker sem pač nehala sceno delati, je ta transfer trajal kakšnega, ne vem, pol leta, ko sem se pol preselila v Ameriko in začela pač tam delati. Ne? In gor še opraviti ene izpite, nekaj dopisno, nekaj med tem, ko sem prihajala nazaj v Slovenijo. Ne? Pol sem pa v bistvu namesto pol leta, kam sem šla v Ameriko, se je to razvleklo na skoraj 7 let, dobro 6 pa pol pa še nekaj. Ne? Vmes sem pol doma magistrirala. No. Pa si tam padla glih na ta drugega buša, ne? Na ta drugega buša, 2-4, ja. Plus krasne nove volitve. Tisti je bil res najboljši možen čas, sem zbrala, da sem lahko 2.8 ameriške volitve spremljala. To sem jaz diplomo pisal. Pač. A res, internet pa 2.8. In sansko, ker jaz sem iz tistega sem pol magistrirala iz sistema predvolitev in sploh me je kampanja, ki je Obama takrat delal, fascinirala, ker ga ne bi bilo, če ne bi novih medijev, družbenih omrežij uporabil in jih tako izkoristil, kakor jih je. Valjda še kupica drugih razlogov, ampak Klele je bil z naskokom pred vsemi. Ne? Ja, jaz sem delal v bistvu primerjavo kao naših 2.8 pa ameriških 2.8. Kako je to na netu izgledalo? Kakšni so pač, izgledali, kako je izgledalo. Še takrat se je pri nas začel dejansko prebujati. No. Tako 2.8 je bilo res to, da je bilo prvič malo samoumevno, da je pa mogoče net, pa moj Facebook, pa Twitter celo fajn met. No. Ja, tam je on je bil prvi, pa v bistvu še eno veliko stvar on takrat naredil, nekako si lahko vključil to v svojo nalogo, ne, ampak v Ameriki nekako drži, da več ko imaš denarja, več imaš možnosti, da zmagaš na volitvah. Ne. On je, oziroma njegova kampanja, je poenostavila način, na katerega so zbirali sredstva. Se pravi, če včasih bilo, da si mogel čakati, ne vem, da je položnica prišla domov, pa si mogel izpolniti, pa na pošto pa dati tisto, kar si dal, se je zdaj dalo s par kliki. Oni so ta del poenostavili, da so lahko v tem pogledu bili konkurenčni. In to ni bila majhna stvar, ne? To je zelo pomembno bilo. Ja, se on je imel v bistvu, pa so gledali, kaj je poprečno višino donacije, ne? Je imel v bistvu dosti nižjo, zaradi tega, ker mu je folk tudi po $10, po $20 dajal. Večina njegovih, sicer so pol malo prišli skrivljeni rezultati, vem, ker sem delala analizo tega, ne, ampak večina njegovih je bila res teh donatorjev, ki so dajali po 20, ampak je tudi bilo tako, da so po večkrat dajali. Tako da recimo je kakšen dal, ne vem, skupaj potem 1000 in več. Ne. Ja, ki se ne bere. Ne. Ni bilo toliko nominalna številka različna ljudi. Ne. No, pa ker si bila ti dejansko tam, ne, pa ker si kaj 2-3 si prišla, pa se pol Obami. Koliko je tam film, ker jaz tam zelo tako občutek, da tam res ta kampanja se to hitro začne, da je pač smešno, ne. Ampak kako to tam na TV-ju izgleda, oziroma v medijih, ne samo na TV, kako to, dokler ni recimo kampanje kot take, te za predsednika, koliko drugače tam poročila izgledajo, pa posti na netu, pa to pa polka enkrat štarta 2 let prej naprej. Ja, se to je, veš, v bistvu tako nekako drži, da se kampanja štarta, ko se ena konča, ne. Tako da zdaj za 2016 že tečejo totalno aktivnosti, kdo bo, kaj bo, ker veš, demokratski filc se bo spraznil, ker Obama pač ne more več kandidirati. In so že velika ta ugibanja, Hillary ja, Hillary ne, kje je, odprla je gospa svojo spletno stran, kar pušča seveda neko novo spletno stran, na kjer se nič ne dogaja. Aha, a domenoma pa že. Nič ne dogaja, ja, se ti si imela že prej, kaj za 2.8 delala, ampak zdaj je nekaj čisto na svojem naslovu, sam njena fotka, ne, in to pušča vse seveda, a bo ali ne bo, ne. Tako da vse se začne, se spomnim 2.4, že takoj, ko je Bush zmagal, takrat so seveda vsi pričakovali, da bo Kerry, glede na vse, kar se je dogajalo z Irakom, ne? Ampak se na koncu to ni tako končalo, kot bi si marsikdo mogoče želel. Ne? In je zelo slabo izgledalo pri demokratih, češ vse je down, kdo lahko sploh pride tam in zmaga. Ne? In se je pol pa 2.6, pa so pa vmesne volitve vedno, ne?
prnih kongresne in se že takrat napolno začne, ampak ena stvar je, veš, jaz sem živela v Washingtonu. Washington diha s politiko. Tja pridejo velika večina ljudi, ki je tam, so bodisi top politiki iz vseh ameriških zveznih držav, gre za en kup top univerz na Washington, top diplomati pridejo in vse, kar te ljudi zanima, je politika. Ne? Tako da tista poročila, jaz sem seveda to skozi gledala, ker mene tudi zanima in kampanje sploh. Ampak, ko se pa odpelješ pol ure ven iz Washingtona, ne, pa vidiš, da je tisti čist en svoj svet. Ne? In tudi, če pogledaš rezultate, če pogledaš gledanost teh oddaj, k politiko spremlja in to so toliko majhne številke. Recimo, najbolj gledana ameriška news oddaja je imela, zdaj ne vem, kakšne so najnovejše številke, ampak takrat recimo 7-8 milijonov. 7-8 milijonov v državi, ki ima 310 milijonov ljudi, je nič. To je tista realna slika, ki jo pol vidiš, ko se ven odpelješ, pa ljudje pojma nimajo. Par imen poznajo, res ne vejo, kaj se dogaja, o čem se razpravlja, sam na vsake 4 leta, ko so pač volitve se malo bolj resno vključijo, ampak v Washingtonu se nam pa zdi, da se skozi dogaja, ne? Da je skozi na pol vojna. Ja, se to. Jaz sem videl, da te njihovi Sunday shows, ne? Ja. Tem, kad res vsi pride, jaz sem mislil, da je to ful gledan, ker to še do nas pride. To je milijona, ne? Ja, to noben ne gleda. To noben ne gleda, ne? Ja. To samo tisti hardcore fani in potem napenjajo te izjave vsak dan vseh možnih talk show oddajah, a veš, ki ima vsaka televizija, tako začnejo ob, 5 popoldne in do 11 zvečer na pol ure ali pa na 1 uro, odvisno od voditelja in recimo, kakšen bolj ekonomija obdeluje, kakšen bolj pravne zadeve in non-stop obrača in se ti zdi, da cela država samo o tem razmišlja, ne. Ampak, ko priješ tja, vidiš, da oni gledajo in berejo trač revije, gledajo reality šove, gledajo fuzbal, gledajo, American Idol, to so gledanosti tiste velike, ne, po 30 milijonov, tele oddaje po pol milijona, ne, 1 milijon, noben. Ok, pa sam še Obama, ko on je imel takrat, zdaj ta drugič, no, ne ta prvič, ta drugi zdaj, kar se je na republikanski strani dogaja, ne, ajš pa ti, ker to malo bolj slih, ker te so dejansko zgledali vsi malo crazy, ne, ajš ne, pa ne, zdaj sploh ne, da bi človek bil nesramen, ne, ampak to je bilo res, to je bilo dosti žalostno na vse, kar se je prej dogajalo. Ne, vse absolutno super opažaš in je bilo tako, ker se je po 2008 se v Ameriki začela vzpostavljati ali pa na plano prihajati ta neka čajankarsko združenje, društvo, stranka, pristaši, ki so hardcore radikal talibanske sorte, ne? Demonstrirajo oziroma zauzemajo se za najbolj ekstremne in skrajne možne stvari, ne? In njim je seveda uspelo 20 v zelo velikih številkah prideti v kongres in postati dost močna sila znotraj republikanske stranke. So pa blazno seveda agresivni, ne? Svojo agendo zasledujejo. Na teh 2012 volitvah se je pokazalo, da so v bistvu malo republikanci precenili njihovo moč, ne? Da vendarle kljub temu, da je elektorat precej razdeljen, ker vedno, pol države je, modre, pol države je rdeče, ne? Ampak da kljub vsemu pa tudi koncev rezultati anket kažejo, da pa ljudi nimajo, nimajo toliko zelo proti, če se kontracepcija uporablja, nimajo toliko zelo proti gay marriages in podobne stvari, ne? In to se mi je seveda na celi črti 2012 maščevalo, ne? Tisti ekstremisti, ki so potem par njihovih kandidatov ujeli s kakšnimi totalno nezaslišanimi izjavami. Ja, ti za posilstva pa tisti. Ja, takšne, ne? Ja. In to je tako, sej, ne, gre parkrat čez kakšna neumnost, ne? Ampak oni so jih res producirali on a daily basis, ne. Yeah. In 2012 so izgubili sedeže v kongresu, izgubili sedeže v senatu in izgubili Belo hišo. Tako da zdaj se že kaže v ameriški politiki, recimo Karl Rove je bil veliki mag in Bush's brain se je reklo njemu, ne, so tudi knjige o tem napisane. Kaj bil Third Blossom? On je bil, ja, hardcore, res brain behind cele tiste kampanje in se je zdaj začel distancirati od tega, ne. Zdaj, če dalje več republikancev govori na glas, tisto, kar so prej tudi zares mislili, ne, češ te so res malo luni, ampak glasove nam prenašajo, no zdaj jim govorijo, ne gre več stran, treba jih je omejiti in podobno. Tako da prihaja malo do razkola od nekega čiščenja v tej republikanski stranki, tako da klele so oni, kjer so zdaj, ne. Kaj bojo pa za Evangeličani naredili? Te, ki so v bistvu Busha gor prinesli, kaj bojo pa s temi ljudmi naredili? Ker to tudi ni ta republikanska, ki je zdaj, ne. Realno gleda, Evangeličani so bili tam unih 8 let,
pa je Bush šel, pa je Rose zginil, ker so se nehali med sabo pogovarjati, ne. Zdaj so te crazy prišli, ki so tudi kakšne evangeličani, te so svoje sorte pač pacienti. Ja. Kaj se pa z unimi zgodi? Veš kaj, Američani so blazno veren narod, ne? Ampak zdaj, ko se v Američani govori v povezavi z religijo, se malo pozablja, da to ni čist isto pojmovanje religije, kot je v Evropi. Ne? Oni tako imajo, brala sem neke knjige in neki izraz za tisto njihovo religion je civic religion. Pa njih so to malo bolj društva, pa na izlete hoditi in podobno. Ne? Je v bistvu zelo zanimivo, ker so ena kakor najbolj razvitih držav, najbolj bogatih, hkrati pa neverjetni odstotki ljudi verjamejo v angelčke, verjamejo, da dobesedno, veš, držijo stvari, ki so napisane v Bibliji in podobno. Ne? Jaz sem imela, mislim, da sem 2009 šla, mislim, da je bilo v Teksasu, jaz seveda v Teksasu, imela sem priložnost spremljati, obiskati eno te mega church. Te stadioni. Stadioni, dvorane, 10,000 ljudi. Ne? En Joel Austin je, eden od, ne vem, verjetno 3 najbolj znanih v Ameriki, je, veš, in Houston in sploh Texas, tam je tudi zelo veliko teh mega churches. Ne? In to težko razložiš, težko verjameš, dokler ne vidiš v živo. Ne? To ljudje pridejo tako, ni tista nedeljska maša, da priješ v mrzlo cerkev, ki nima WC-ja in te zebe in tam si 1 uro. Ne? Tja prideš, muzika, otroci malo v vrtcu, kakšne igre se grejo, branje, religiji. Tako da ne vem, če se bojo te stvari kaj tako zelo hiter izkoreninile. Ne? Bolj po mojem je vprašanje, da se to drži malo pod kontrolo. Če jim bo ratalo, to je drugo. Ampak, kako si pa pol še šla iz DC-a tam? Jaz sem skos okoli šibala, Meni je bilo ful dobro potovati in po Ameriki je tako zelo easy bilo potovati. Jaz sem imela naštudirane vse te travel sajte v nulo, tako da sem toliko dobre dile dobivala, da na koncu sem kar hotela potovati, samo zato, da vidim, da dober del dobim. Ena stran je bila gor Priceline.com. Shatner je v reklamah. Captain Kirk. Oni so, ne vem, če so še vedno toliko dobri v tem smislu. A veš, tam si napisal, koliko hočeš plačati, ti je bilo meni seveda vsem, ko pridemo v neko mesto, kje živim, seveda zberem en delček, mislim, blizu centra, recimo lokacijo, pa mi je pa čisto vse, na kjeri ulici sem. Ne. Se mi zdi tudi pametne, veš, poslovne poteze, da zakaj bi hoteli bili prazni, dajo v zadnji trenutek noter tiste sobe, ki jih imajo na voljo in pol na nek način bidaš, ne. In to sem jaz bidala za avtomobile, za hotelske sobe. Ena, ki jo vedno tako izpostavljamo kot veliki ulov, je bila za Mardi Gras, s tem, da sploh takrat ne vem, koliko da nismo vedeli, eno potovanje smo šli iz Floride proti New Orleansu, oziroma proti Louisiani, ne? In jaz smo tudi v New Orleansu in ne vem, kako smo spregledali, kdaj je Mardi Gras, ker to je jasno pisanje tam. Jaz sploh nisem vedela, da. Nismo vedeli, kam gremo. Res, ne me vprašati, kako da ne. Ti smo dobili Hilton, center mesta, ne vem, 5 zvezdic, $50. 4. Tako da to je bilo dobro. To si predstavljam. To je res tako. Ti izgleda ludnica, kar sem do zdaj videl. Ti si pa super, Mardi Gras pa sigurno eden od dogodkov, ki jih je za obiskati, ki jih je za videti. Ne vem, jaz sem zelo uživala. V bistvu po celi Ameriki je bilo meni super fajn. Sicer je moj del bolj tisti Southwest. Jaz sem in love with Southwest. A tudi Florida? Florida je Southwest je bolj, New Mexico, Arizona, Colorado. Pa Breaking Bad teritorij. Breaking Bad, vse. In to ti cesta, da si sam, da veš, te nič ne moti, dobra muzika in da je toplo. Veš, kaj sem tako bolj kot neke džungla, sem desert. Pokrajina, Da ni vlage Da ni vlage, da ni nekih ščurkov, nekega življa, ki me nervozno dela, se tam je seveda tudi, ampak manj vidiš. Ampak tu, jaz sem vse, kar sem videl, tako iskal, pač Filadelfija, Boston, New York, drugi, to je pač Evropa, ki da bi šel v Amsterdam, čez isto, to so vse en. Ampak tam dole pa tako, jaz koga sem slišal, to je tako Amazonka, da to ni, a tam si vladal, ker so pač krokodili, ne? Vse sem bila.
A ti je dejansko tako vlaga? Tako... Tisti je vlaga full. S tem, da meni, ker sem živela v Washingtonu, ni bilo treba iti v Florido, da sem tisto vlago doživela. Ker Washington je juli, avgust je tako 80%. Tako res stopaš ven iz bajta in te zalije. Tako da Washington se v bistvu, ko razparcelirajo Ameriko, Washington spada, čeprav je dosti visoko, ampak to je American South. Še zmeraj tam se začne. American South, ja. Tako da Washington je tako bilo itak, že če pogledaš v zgodovino, to je eno močverje, na kjerem so postavili pač to glavno mesto, ne. Ampak ja, Florida, zdaj seveda jasno odvisno v kjerem času. Jaz sem se izogibala poleti, mislim, da sem šla enkrat jeseni pa spomladi. V bistvu tako na februar, marc. Tako da takrat tega ni bilo toliko, ne. Takrat je toplo, ni vroče, pridejo kakšni dnevi, ne, ampak se da čisto pozdržati, ne. Ampak poleti so pa kolegi bili, no, in je moskitos, vlaga. Ne, za Florido bili zato sprašujem, ne, ker tam je bilo, kar se volitev tiče, se tam vse dogaja, ne. Pa no, zdaj se ni celo, ne, končno. Načeloma se vse v Floridi dogaja. Ja, Florida je ena taka zanimiva zvezdna država. Veš, ker v bistvu imaš ene zelo moderne dele, veš, imaš Miami, ki pa je hkrati ogromno priseljencev iz Kube, ki so čez prišli. Tako da ima zelo latino feeling, potem se pa pripelješ, veš, v notranjost, tam, ki so Orlando, oziroma če greš še v tisti delček ta gor, mislim Jacksonville ali kaj je tam gor, ne. Tisti je pa tako blazno konzervativen del Amerike, ne, tako whites only. Upokojenci so tisti južni del. Ja. Tisti gor je bolj tista, ne vem, koliko jim rečejo močverniki. Swamp people, pa je dobro. Ja. Ok, no zdaj pa, ki si pa nazaj prišla, ne. Koliko cajta si daš pol še na Pop TV-ju? Pol sem jaz, mislim, da je bilo še leto pa pol na Pop TV-ju. Ja, jaz sem se vrnila na pol v zunanjo redakcijo. Me pa ves čas blazno vleklo moj passion so bili novi mediji. Mislim, meni je to s tradicionalnimi mediji, seveda bodo še najbolj gledani, najbolj brani in to še nekaj časa, ampak to je tako vprašanje časa, kdaj ne bodo več, ne. Meni se veliko bolj zanimivo zdi dogajanje v novih medijih in to, kar se dogaja na družbenih omrežjih. Ta potencial, ki ga ponujajo, ker tudi za razliko od mogoče ne tako majhnega števila mojih kolegov, jaz v teh spremembah, v tej revoluciji, ki je ta digitalizacija prinesla sabo, jaz nisem videla pogroma za novinarstvo, jaz v tem vidim tako neverjetne priložnosti. Samo se bojim, da ne razumejo še vsi zelo dobro tega potenciala in še rinijo malo z glavo skozi zid in se še na tist hard način učijo, da ne gre več tako, kot smo delali v 20. stoletju. Kako pa misliš, da je tukaj Slovenija neka taka weird mikrokozmos, kjer se te stvari ne dogajajo tako hitro, kot se odzuni? Veš, ta prehod v digitalne medije, ker pri nas so kar revije, še zmeraj, na polno. Pa ne govorim tako mesečniki pa tedniki, ki pač nekako razumeš, da lahko funkcionira, ne. Ampak tako, stvari, ko vsak dan vam pridejo, a ne, so še zmeraj. Pri nas je to kar obstaja, pač ne kar se jim gre slabš, ne, ampak a veš zakaj? Ja, jaz sploh ne vem, koliko preživijo. Tudi, veš, vse te, meni se zdi seveda lepo, da se investira tudi v to, da ima časopis neke druge črke pa podobe, ne, ampak če bi jaz bila na čelu kakšne časopisne združbe, ne bi v sanjah dala za to več, ne. Ves denar bi šel. Že itak smo prepozno, veš, v medijih naredili, da se ni takoj, ko so se stvari začele seliti na splet, da se ni začel delati analize, kdaj ljudje prihajajo, kaj berejo, koliko dolgo ostajajo na strani, kaj jih zanima, kdaj jih zanima, da se, jim ponuja na spletu nekaj drugega, kakor samo copy-paste tistega, kar se v časopisu da, ne. Da ta poslovni model, da boš poskušal preživeti s tem, da boš prodal čim več izvodov, je konc, ne. Tako da jaz mislim, da smo klele, da kakšni delajo dober in da se tudi ful dogaja, ampak še vsem, da bi se dal veliko več narediti, no. Ima mogoče to, ne vem, kaj veze z menjavo generacij na čelu medijskih hiš, ampak lej, se eni delajo dober, meni se tudi zdi, da je tako full vibrant community, a veš, mi imamo v Sloveniji en kup teh nekih start teh poslovnih ekip, ki se ukvarjajo z neverjetnimi stvarmi, a veš, eni so tudi že v tujini noro dobro uspeli, ne. Tako da ful je potencijala, ful se dogaja, tudi ko kar slišim ljudi, ki mogoče malo, mislim, sigurno več vejo o tem,
vsi pravijo, da klele pri nas res je dobra scena. No? Ja, par brihnih imamo dejansko. Ja. Saj to je, ne bom vprašal, daj pa misliš, da se bo to zgodilo, ker to je najbolj annoying vprašanje. Veš, mene je to, tako sem si pa rekla, ne? Veš, Amerika te nekako okuži s tistim, da ne čakaš, da se bo kaj zgodilo, ampak probaš sam začeti nekaj delati. Ne? Jaz sicer ne poznam ozadje te tvoje oddaje, ampak se mi zdi super, da si se tega lotil, da to delaš. Jaz nisem vseh preposlušala, ampak tisto, kar se mi zdi noro dober in noro sveže. Ne? In nekaj, kar podcast se naročiš, jaz ne gledam več radija, oziroma ne poslušam več radija, ne gledam televizije takrat, ko je, ne vem, ob 7 so poročila, zdaj se bom pa usedla, pa sedela pa gledam. Ne, konc. Jaz vse novice zvem zares že prej na spletu. Vse, kar mene zanima, je pol še mnenje, kolumna, oziroma kakšne stvari, kot so, ne vem, Frekvenca X je meni super oddaja, take, ki mi dajo malo več, ki mi povejo za nove trende, ki mi odkrijo kaj tašnega, kar sama nisem našla in ki jih delajo ljudje, ki jim zaupam. Ker vem, da niso več ti guruji, ker tisti mi pa pokrov odnese. O gurujih pa, manj besed boljš. Ampak mene glih Val 202 je v bistvu en tak, pač, ki se je tam prapratik najdu, pa Luka Hvalc, pa to te, pač, se vidi, ampak jaz tam, kako sem se z Nino pogovarjal, ki je rekla na Pop TV-ju, drugače gledaš na Pop TV, ki so Pop TV-ovci pač na Twitterju, ne. Sem smo rekel, da jaz zmeraj gledam človeka, ne. Pač zmeraj mora biti ki je tam podpisan na kakršen koli način, ne. Mi je več vreden, kot blagovna znamka Pop TV-ja in Vala 202 in ne vem česa. In če dalje več bo tega, če mene vprašaš, če dalje več bo v bistvu posamezen človek brand, na kjer ga bo treba v okviru tudi takih velikih sistemov, kot so, ne vem, Pop TV ali pa RTV stavta, veš. Tisti so, ti boš, mislim, tako, ko imaš brande, ko avto kupuješ za obleč, tako bo ratal to znotraj in, mislim, že ratuje in postaja in verjetno bo še malo več tega, ne. Ampak, jaz moram, da neko oddajo začnem gledati, moram zaupati tistemu, kar mi govori, ne. Zdaj, zelo dobro, ti tudi zelo konzumiraš vse te razne stvari in zelo hitro se da videti, kdo kaj zares ima zapovedati, kdo pa blefera, ne. Mislim, ta boljši detektor imamo vsi zdaj boljši, kot je bil včasih, se mi zdi, ki je bilo manj zbere. Čist. In meni se zdi, veš, na Twitterju je tako dogajanje, meni se zdi Twitter totalno in neverjetno super orodje. Jaz sem spoznala nore ljudi prek tega, a veš, ko spremljaš kakšnega Twitteraša ali pa Twitterašico dalj časa, veš, ne vem, koliko razmišlja, koliko komunicira, kakšne stvari ga zanimajo, v katerih stvarih ve veliko ali pa ne ve veliko, ne. In, a veš, mi smo konec koncev tudi za ta projekt Metine liste in mislim, tako en talent hunt je ta Twitter. Res, meni je neverjeten ver. No sej, zdaj pa glih Metino listo, ne. Kako se je pa to začelo? Zakaj sploh šla, kaj je pa to postavila? Ja, to je čist iz tistega, ker se mi zdi, da je raden imam medije, ali pa se niti ne rečemo mediji, ne, pač neka vrsta, ne vem česa, enega ekosistemčka, ki ga postavljamo na spletu, ne. Imam rada brati, gledati, poslušati to, kar sem prej rekla. Ljudi, ki imajo kaj zapovedati, ne. In ko grem po vseh možnih straneh pri nas, vse posod najdem kakšne male koščke in se mi je zdelo, da bi mogoče se dal pa, da neki postale umbrella za vse skupaj, ne. Za zanimiva mnenja, za raziskave in podobno, ne. Ker na Pop TV-ju, veš, meni to bilo super delati. Jaz sem imela odlično se tam super kolegi in vse. V nekem trenutku me pa pač nehalo zanimati proizvodna, štancanje nekih novičk, zanimajo me bolj poglobljene zadeve in zato pač tam je zelo malo prostora bilo, ne. In sem rekla, ne bom ena tistih, ki bo non-stop govorila, kaj vse bi moglo biti drugač, gremo ven iz tega in sami narediti nekaj, kar mislimo, da bi lahko dobro funkcionirali, ne. Dajmo postaviti nekaj na spletu, kjer bomo izpostavljali, ne vem, ljudi, ideje, projekte, ki se nam zdi, da predstavljajo nek motor sprememb v našem času in okolju, ne. No in to smo pa začeli postavljati. Na začetku seveda je bila ideja, da to nam bo vzelo nekaj ur na teden, ne? Ampak jasno, ko se loteš česarkoli spletnega, kar tudi ti vidiš zdaj, to je day in, day out, ne? Ni zdaj pa mal ne bom, ne? Če ne drugega je fajn, da obveščaš svoje, ne vem, followere, bralce, kaj se dogaja, moš na
Facebooku non-stop nekaj, moraš na Twitterju, potem so jasno to mediji, ki so interaktivni, se pravi, da moraš non-stop komunicirati, ni zdaj bom jaz v ponedeljku od 9 do 5 ali pa v ponedeljku ob 11 si bom vzel 1 urco, da bom počekiral, kaj je in pika, ne gre tako, na spletu te stvari ne grejo tako, to je res, pol na koncu je way of life, tako kar rečemo, veš, novinarstvo. To ni 9 to 5 job, ne? Novinarstvo je way of life. Meni ni težko, to ni, veš, da bom pa novice začel gledati, pa brati od 9 do 5. Ni. To si skozi v tem sistemu, ne? Pa pač vmes delaš neke produkte, ki jih prodajaš, ne vem, komorkoli, ne? Tako da metko smo hoteli tako postaviti in na koncu je to seveda danes je to par ljudi nas tudi na daily basis vključenih v to in orang ure grejo za to, ampak nam ful daje energije, ful smo veseli, ker smo vsi delamo stvari, ki jih radi delamo, spoznavamo ljudi, ki so nor vir informacij in čudoviti in smo totalno hvaležni, da objavljajo na naši strani, ne, ful se naučiš, vmes pa seveda je velikega trdega dela, predvsem tudi hočemo več postaviti vse to stran takšno, da bojo ljudje, ki bodo objavljali gor, se počutili, da objavljajo na strani, ki jim ne bo nerodno, razumeš? To je, ja. Ker ne bo nerodno, ker bo tako in mogoče tudi kdaj kdo rekel, tam si objavil, cool stran, ne? To bi radi, da se... Ne, to je za moto, je to super, jaz ne, si lepo zadela, zato se smejim, ker res pač, sorry, povej. Tudi smo, veš, tudi smo recimo na naši strani, tudi se, hočemo, veš, da se ljudje gor varni počutijo, tudi če bodo komentirali, ker na kjerokoli skor spletno stran medija greš, odpreš komentarje oziroma greš gledati komentarje pod recimo kakšne sploh politične članke, to je, jaz tega res ne delam, to zelo, razen če me kdo opozori, to moraš videti, ne? Ker nima kaj prebrati, ker se začne, veš, prvi komentar je mogoče še mal na članek, ta drugi že delno komunicira s prvim komentatorjem, pri 4., 5. smo domobranci partizani, pri 10. bi pa že nekdo nekoga ubil. Ne, hvala, se mi ne da. Lahko, super, ful veseli komentarjev. Recimo enega od zadnjih člankov, ki smo ga imeli, je bil en blazno tako iskren zapis, vozi me vlak. Kaj je ena kolegica pisala o svoji izkušnji z vožnjo z vlakom in slovenskimi železnicami. Ne? In so totalno super komentarji. Ne? Vsak ljudje svoje izkušnje in to na tako, veš, lep način. Zdaj, kar rečem lep način, to ne pomeni, da mora slovnično biti impeccable, ne? Ampak ne, ni treba pa žaliti, pa biti nesramen do drugih in sploh ne do avtorja oziroma avtorice članka, ki si je vzel neki včasih mogoče dni, da je nek produkt naredil, nek članek, nek zapis, pol pa spodaj vsaka ima 5 minut časa, bi pa, veš, žalo, ne? Tako da to smo se zelo hitro odločili, da A pa jih moderirate? Absolutno, strogo. Vse pride v bazo, v bazen in sproti se... To, kar ti rečeš, absolutno, to ni logika večine ljudi. Meni se tudi to zdi samoumevno. Ampak ja. Ne, ni logika večine in tudi vem, zakaj ne. A veš, zaradi tega, ker se tudi prodaja, naše članki pa prinese, ne vem, 5000 komentarjev. Ali pa prinese 100 in 100. Veš, to so prazne stvari, ne. To tako, 10 ljudi na koncu se med sabo o čist x stvarih debatira. Ne? In žali, in so nesramni, in so vulgarni, in res ne vidim nobenega razloga, zakaj bi ta plevel gojili na naši strani. Ne? Ni. In to je treba ljudje, a veš, po vrhu vsega so pa velika večina, če ne vsi, pod raznimi vzdevki, Tarzan, Miki, Miška in podobno, in si upajo seveda v takem primeru. Ne? Pozdravljamo, da naš članek dajo link na svoj blog, na svoj Facebook in točejo, kakor želijo, na svoji strani, podpisani s svojim imenom. Ne? Na naši strani si pa želimo spoštljivega javnega diskurza. Ne? To kot teh, ki delamo in ustvarjamo vsebine, kot od tistih, ki želijo komentirati. Ne? Samo veš, to je tudi dosti tako povezano, vi pač nimate tega page view, ne, modela, ne. A veš, ker tam pač, ne, na RTV-ju 24 ur dnevnik, tam je pa page view model in pol vsakom komentarju za sabo vsaj 3 page view-je, ne. Ja. In pol, če ni page view-ja, veš. To jaz vidim kot totalno nategovanje marketingarjev, ne, da si pustijo nategovati s tem, ker to res niso kvalitetni page view. Ja, če guruje vprašaš, ne. Ja, če guruje vprašaš, je pa pol to, ampak več prej, ko bodo to ugotovili, da to ni model, s katerim bi se želeli identificirati. Ne? Ja, ampak misliš, da te, ki so to
pač mainstream v smislu, da to širok, ali 24.com pa je RTV Slo, ker to je to pa dolg nič, kar se obiskanosti tiče. A pa misliš, da tam je to možno, da ta logika pride skozi, da mogoče komentarje enkrat ne bo več važen. Ali pa da page view ne bo več važen. Jaz hočem, da so komentarji važni. Govorim, vse tako sem narobe v bistvu rekel, da bo page view ne bo več važen. Da bojo oni tam gor dajali. A se to sploh lahko zgodi, ko morajo pokrivati vse? Jaz se razumem, tako bom rekla. Jaz razumem medije kot želim, da bi bili zelo družbeno odgovorni. Zdaj, če si ti hočeš biti družbeno odgovoren, to za sabo pomeni, da moraš kdaj kaj narediti, kar seveda ne bo klikabilno, bo pa pripomoglo k dvigu kvalitete. Jaz razumem, da so članki, ki bo naslov takšen, pa tiste joške na strani. Jaz to razumem, to vse je pa naša branost. Jaz točno vem, kaj bi mogli na Metki objavljati in bi bili v 3 tednih na 100,000 plus. Ampak me ne zanima. Nimam pa nič proti, da se te stvari kje drugje najdejo. Jaz ne vem, vse dajam, ne more to biti, taka masovka, ker kvaliteta tako težko je masovka. Je pa tam enkrat seveda ljudi, to so veliki sistemi, veliko ljudi je treba plačati in je en del čisto razumljiv. Se mi pa vsem zdi, da bi lahko imeli v mislih vsi, ki se selijo na splet ali pa delujejo tudi na spletu, da morajo ali pa moramo sami kaj narediti, če želimo, da se ta diskurs dvigne na višjo raven. Ne se sem pritoževati, kaj ljudje vse pišejo pa govorijo, pa ne vem kaj. Ja, seveda, pač moraš postaviti nekje mejo. Pa, ki si rekel za državno mejo, glih to, ki so komentarji, kakšen ti pa zdijo te Facebook komenti, kaj jih lahko integriraš? Pa to te res tako vprašam, ker mislim, da jih nimate na Meti, ali jih imate. Kaj še spomnim, o čem govoriš? Facebook ima opcijo, glih to mene edin mika, da bi dal na aparatus, ker Facebook ima eno opcijo, da ti v bistvu na aparatus.si ali pa na metlista.si komentiraš, ko si logiran v svoj Facebook. Ja, vem. A veš, tista zadeva, in zdaj te saj kao prisil, vem, da si to smo razmišljali, to me zanima. Za samo spletno stran razmišljali, ampak Miško Kranjec, junior, ki je tako moj tech guru, sva pol skozi različne možnosti šla in ničesar nemamo tako postavljenega, zabetonirano, to tako je in ne bomo spreminjali. Smo pa samo vmes je ne me vprašati za tehnične stvari, kle bi on bil boljši za karkoli v tem povedati, ampak je nekaj na mestu, da je tale boljši detektor prej odkrije tiste, ki so spam, ki, a veš... ampak veš, ne samo to spam, mene edina stvar, ki me tam prevlači, je ime pa priimk, Sam meni Facebook imam svoje probleme z njemu že tako, ampak ti se pa ime pa priimk. Vem, smo tudi to razmišljali, tako da ni čist izključeno, ampak zdaj zaenkrat, a veš, itak toliko moderirano, da kar gre čez, mislim, absolutno lahko kritično, kakor hoče biti, dokler je argumentirano in na lep način. Tako da smo nekako s tem rešili. Ni pa izključeno, mogoče fajn bi bilo, veš, da je tako obrazek zraven komentatorja. Tako, lepo bi razbila, veš, tisti tekst. Ja, to je res. Koliko vas pa zdaj je tam, ki ste ki si rekla, par vas je, ki ste vsak dan, kaj to pomeni? Metka je tako, v prvi vrsti je to absolutno prostovoljni projekt. To je eno. Cel koncept pa ni zastavljen tako, da bi zdaj imeli uredništva in vse, ampak je bolj zastavljen na neke vrste mreženju. Se pravi, recimo vsak dan delamo to rubriko Meta priporoča, ko naberemo članke iz vseh vetrov, ampak to deluje tudi tako, da različni ljudje pošiljajo bodi si na mail, bodi si ne vem kaj na Facebook dajo, direkt sporočila in podobno, in se pol, veš, ta mreža prispeva, da pol tista rubrika tako rata. Ampak tako, hardcore smo trije. Poleg mene še Miško, ki ima pač tehničen del čez, karkoli okrog tega se imamo kdaj kaj meniti. In pa tako zelo, zelo upletena v samo dogajanje je pa tudi naša Zanoškarca, ker zelo verjamemo v to, da manjka humorja pri nas in takšnega kvalitetnega. Tako da ona je blazno prav pride, blazno prav, tako ima tweete super, ima nasvete super, zapise in trije. Ampak vse ostalo je pa tudi tako, veš, kdo najde, recimo zdaj smo štartali kakšen mesec nazaj z rubriko Meta analiza. Veš, jaz sama, če gledam, veš, jaz vse živo gledam,
pa ima dan premalo ur, da bi lahko, pokonzumirala pa poiskala vse, kjer kar kdo reče takšnega, kar bi bilo za meta-analizo. Tako da, tlele imamo pa pol ljudi, ki so neki, kar so napisani itak na strani kot, ljudje, ki nam pomagajo pri retrometi, pol imamo svet modrecov in modric, Spisek sem videl. Ja, pol so, tudi vsi tisti, ki so že pisali, nekako tako deluje, če najdete kakšno izjavo, ki forward predebatiramo, poiščemo, kdo bi to naredil in gremo dalje. Tako da, v bistvu en kup nekih malih žepkov vse povsod. To se nam zdi, da je ključno. In kar se tiče same obveščenosti in kar se tiče iskanja ljudi, ki imajo kaj zapovedati, ker jaz ali pa, še kdo zraven, lahko sam nekaj naredimo v tistih urah, ko gremo, ven, pa spoznaš koga, pa se pogovarjaš, pa si na sprejemu. Če se pa to namnoži na desetine in desetine drugih ljudi, ki jim je fajn sodelovati z nami, ki vidijo tudi sami mogoče kakšen interes v temu, je pa to drugo. Mi smo pač zastavili cel koncept, da bo to prostovoljstika, zaradi tega, ker se nam zdi, tudi zapisal, recimo, ne honoriramo, o tem smo zelo razmišljali. Kot prvo, itak nimamo denarja za kaj takšnega, kot drugo pa se je pol pojavilo naslednje vprašanje, koliko pa je vreden, koliko oceniti vrednost enega zapisa. Jaz delam v medijih že zelo dolg časa in zelo dobro so mi znane, kakšne so cene. Ko slišim, da nekdo dobi za blog na enem od velikih slovenskih medijev, in to za dober blog in dober bran blog, 18 evrov, se meni zdi nerodno tak denar. Ni mal in marsikomu je to zelo, zelo velik. Ampak meni se zdi to tako, je to vredno 18 evrov zdaj, ali nekoga, zdaj boš pa, bi ti mogoče bil reden pisac, 18 evrov ob sobotah imaš kolumno. Pa da moraš to še Milharčiču reči. Pol pa recimo, ali pa nekdo je za eno od sobotnih prilog, tako, na 2 straneh, orto reportaža, 60 evrov. Ja. Ker vem sama, koliko je dela vključenega v to. Pri nas imamo doskrat kakšne tako blazno iskrene objave, ker nas zanima v bistvu po eni strani zapisi tipa, kolumna, komentarji, raziskave, se pravi po eni strani strokovnjaki na svojih področjih, ki pišejo o čemer, kar raziskujejo, na drugi strani ljudje, ki imajo kakšne zanimive zgodbe, odpirajo kakšne zanimive teme. Zelo radi pa tudi vidimo in dajemo priložnost kakšnim mladim, ki fajn razmišljajo, fajn pišejo. Recimo, zadnji vikend smo imeli, ki imamo v okviru Mete priporočamo, imamo zdaj junakinje tedna in je bila junakinja tedna Antigona in sta 2 dijaka, 15 let, taka super teksta napisala razmišljanja o tem, Antigona kot, junakinja, Antigona kot aplikacija na razmere, ki se dogajajo pri nas v družbi. Tako da s tem denarjem smo zelo razmišljali in prišli do zaključka, da iščemo denar za posamezne projekte in želimo pa v okviru teh projektov ljudi iz naše baze vključiti noter, da so oni tisti prvi, da ko pa dobimo denar in ko lahko spodobno plačamo za upravljeno delo, kot je recimo zdaj, ko smo prek razpisa dobili za meta-analizo, takrat so pa prvi v vrsti. Se mi zdi, da je tako pravno, da so najprej te, ki z nami že tako delajo. Kako pa, če bi kdo hotel pač nekaj za vas napisati, kako pač to pride do vas? Pač se piše na Twitterju ali kako to gre? Čist preprosto, to je najboljše, samo iniciativno, napisati, da bi nas to zanimali. Recimo en takšen primer je bil Marin Medak, to je naš prvi Slovenec, ki je preveslal Atlantik. In on je tako naredil. Živjo, jaz imam tole, bi to bilo prva za objaviti. In tako smo začeli sodelovati, nek krasen človek. Še ene par je potem zapisal imel in verjamem, da absolutno še kaj. Hkrati je pa on na nek način pol že to, kar so vsi, ki so kdaj že pisali, neke vrste agent. A poznaš koga, ali pa, ta je ful zanimiva, mislim, da bi se mogla spoznati, bi imela kaj zapovedati. Ali pa recimo, včeraj smo ravno dobili mail od ene punce s točno istim vprašanjem, kaj če bi hotela pisati. Zgodba je čist preprosta. Kam pes taco moli na metke je jasno. Gre za malo bolj progresivno zgodbo. Absolutno nas pa zanimajo vsi ljudje širokih pogledov in aktivnega duha. Ja, ta tagline je lepa.
Greva pač na strojno ali programsko opremo, to, kar sem vprašal, ampak bo te malo drugače vprašal, v bistvu, ker si rekla, da TV ne gledaš pa radija. Mogoče čisto z tega zornega kota, pač, kako pa s čem pol ti konzumiraš vse pač, novice oziroma to, kar konzumiraš. Veš, da je meni postal dejansko, mislim, valjda, da grem zaradi narave tega urejanja tudi strani, na vse možne slovenske spletne strani, kopica tistih, ki jih imam v bookmarksih. Aha, ampak imaš tako bookmarke ali imaš RSS reader? Ne, bookmarke. Ja, bookmarke. A res? Jaz nimam več potrpljenja. Jaz sem vse v RSS-ju tako že 4 leta in gledam. Ja, jaz za večino strani sploh ne vem, ko zgledajo. Na tiskar sem naročen, sploh sam tekst pa naslov. Razen unika so taki bivši, da dajo v RSS sam teaser od posta, ne, pa moš pa klikem, pa te vržem. Ampak Ja, ne, jaz se kar sprehajam, veš, to se bojim, da bi bil overflow vsega, če bi se na vse na RSS dalo. Ker pa pol grem tako, kukar imam energije, ne, imaš vrstni red, veš, imam, ne vem, 30-40 naslovov, grem pa od vrha dol, pa včasih so dobre volje, že takoj spodaj začne in si rečem, tisti so mogoče malo diskriminirani, veš, moram malo zamenjati vrstni red in podobno, ne, ampak na tak način, no, ampak sem pa nehala res, imam seveda tudi televizijo prižgana, tudi so kakšne, težko se mi pa zgodi, da bom rekla, šli domov, moram iti ob 7 so novice, ali pa ne vem, kje vdaja ob 9, ne. Druga zgodba so kampanje, pa soočenja, tisti je pa užitek čisti. Ne gre se še enkrat o temu pogovarjati. Ti s Twitterjem. Še enkrat, zdaj sem že s Tamaro in z Nino sem to govoril, ker so beležili 34% Pahorju verjame, 24% ne. Kaj je tist? Mi to Perception Analytics. To bo najbolj, da ti bo razložil, saj sam veš, kdo so in avtori tega in kje to je. Ne, sej, veš kaj, meni se zdi jaz vem, da je to bil res, tako zelo so jih napadli, ne, valjda govoriva o 24 ur, soočenja, Perception Analytics, Gamma Systems. Blazno so jih napadali, ne, češ kakšna krivica gor dol, ne. Meni so se to zdeli sam tiste kalimero jokci, kar se mene tiče. Če pogledava, kakšne so ven prihajali rezultati od vseh možnih anket. Vidva, da so vse po vrsti skorda, malo pretiravam, valjda in groba sem, ampak narobe napovedovali. Te volitve, družinski zakonik, prejšnje volitve, veš, vse je šlo narobe. Samo en point imam še skle. Jaz štekam, da je to narobe, ampak meni je takrat, ko je to v anketi, to zmeram povzamejo. Če ta anketa ne le, pa tam je N700. Tudi z interpretacijo tega je problem. Ampak pusto, jaz sem hočel reči, da je tam menilo, tam po duši mi je bila zadeva drugač, ker si ti tam je bil dejansko trg, zraven pa ogromen procent, zraven njegove face, ki ni pa res veze z čemer. Pri anketi lahko, vse je narobe, ampak tam neka metodologija je. Razumem, ampak razumem pa tudi to, veš, da so taki veliki dogodki, kot so volitve, fantastična priložnost, da kaj novega sprobaš. Da dobiš, veš, te ogromne odzive, ki jih lahko analiziraš in naslednjič narediš boljš. Ampak ta behavioral zadeve in to, da smo vse več na Facebookih, na Twitterih, to je treba začeti analizirati, ne. Far from, da bi bil tale, kar je zdaj bilo perfect, ne? In tudi valjda je klikabilno, če se reče, ta je bil boljši 15, ne vem, številko. Povedalo ni nič, ne? Ampak je pa začetek nečesa, česar jaz mislim, da bo v prihodnje še veliko več. Ker te ankete, to, a imaš ti landphone doma? Jaz ga nimam že ne vem koliko let. Niti enkrat me niso dobili. Jaz tako si želim, da bi kdaj na kakšno anketno vprašanje odgovorili. Niti enkrat še ne. Ker nimajo moje številke, ker ne dam svojo številko za javno in verjamem, da je to kupica ljudi, ki to naredijo. Kupica takih, ki mogoče dejansko pa tudi grejo volt, recimo. Točno to. Ne človek je doma sam. Sistem in metodologija je potrebna osvežitve. Ni pa veš tist, da bi pa zdaj rekel, Perception Analytics takšen, kakršen je bil, to je to. Treba bo sigurno, delati na njem, ampak... Samo mi se malo škode naredi, meni, vse kaj gledam. Veš kaj, jaz pa to tako razumem, ne, ker seveda so iz Turkovega tabora blazno se pritožvali na tem in češ, ne, kjer vse razlog, da so oni imeli prednost, ne. Za moje pojme bi namesto tistega pritožvanja, kaj vse je bilo narobe, mogli glave staken skup, si izmisliti kakšen duhovit odgovor in na ta način se boriti proti temu. Je pa bilo od vsega začetka jasno, da
pri temu načinu merjenja teh stvari Tirk nikoli ne bo tako, kot je Pahor. To so pač te neke nove realnosti na volitvah in to je treba vzeti v zakup. Zdaj, če nimaš kandidata, ki to se znajati, treba si izmisliti nekaj drugega. Ne? Bo pa tega vse več, ker se gleda vse bolj kdo je reči, veš, se slikati s tem, pa slikati z unim, pa kakor so se spomnim poleti smejali s tej predsedniku, s temi njegovimi akcijami, se spomnim, da nas je par bilo na Twitterju, ko smo rekli, ni tako neumno to. Ki ni bilo. Konje jaho pa. Se vem, ne, se ti sem eno tudi zdaj, to se meni zdi tako jokati zaradi tega, krivično do mene, pika konce. Tako, kot se je kampanjeralo v 20. stoletju, se več ne danes. To je res. No, zdaj pa res strojna oprema, pa programska oprema. Kva imaš? Pa strojna prvo, to je računalnik pa telefon. Veš kaj imam? Jaz sem imela zelo dolgo, sem bila skozi na PC-jih, pol pa sem v Ameriki seveda prišaltala na Apple, tudi zaradi tega. Se mi je nekaj časa trajala, veš, sem se zelo upirala, ker sem sam poslušala, koliko je to težko pol Word pa konvertirati in podobno, ne? Tako sem se zelo dolgo upirala, ampak zdaj imam pač iMac-a doma. V bistvu sem se moja, ne moram reči ljubezen ali pa kakšen fan ali pa karkoli, ne? Ampak prvič, ko sem si kupila, prvi je bil po mojem iPod. Prva stvar, ker sem pač laufam in da sem nekaj... A šafla? Ne, nikoli šafla. Šafel je najboljši. Ampak ni slikce spet. To je pinca, kad laufaš na rabaš. Jaz ga imam desno, šafel je najboljši Apple produkt v zgodovini človeštva. Za laufanje je to tako dober. Una sponkico ima pocenje, una sponkica je najboljša stvar, ki je lahko kjerkoli firma. A lahko se fotke delaš šafel? Ne, nič, tam ni nič. Tam je sam gumisa. To razumem. Ampak je sponkica, pa ne veš, da ga imaš na sebi. To je res, ja. A veš? Ok, sorry. No, skratka, takrat sem jaz to, tako mi je bilo dizajn, fajn, lepo je vse izgledal, lepo se je klikal in pol je pa prišel, pa se je pa zgodil iPhone. Jaz sem bila blazen fan Nokia, ampak spet, kar rečem fan, nisem jaz tisti hard-tech woman, da bi zdaj te, kaj ima podatke, kaj nima, to je tako menjka par avto. Ne rečem, sicer imam belga, ampak kad me vprašaš, koliko je konja, pa moči, pa težko, pa to, me ne zanima. Ta in ta avto, vem, vse, kar me zanima, je volan, gas, bremza, koliko vidim, ko grem rikvarc, koliko mi je udobno, ko not sedim in to je to. No in ko sem telefon, ko sem dobila svojega iPhona, sem si ga dvojko, ne enko, ker enka je bila tako res še nezrela za uporabo. Z dvojko sem pa pol padla noter, pa neverjetno. In takrat se je tudi že začelo zame to obdobje, ne vem, Twitterja in je bilo tu vse blazno priročno imeti. Maile gor, ker se pelješ z, ne vem, avtobusom, gledati vse to gor. In od takrat dalje imam zdaj, ne vem, 4S Apple telefon nasleden. In je to v bistvu neki programska oprema, strojna oprema, s katero sem najbolj skrb. Ne bom rekla, se zdaj zbudim s tem in grem spat, ker sem se tako disciplinirala, ta del ne bo čist pri moji posli, zaradi tega, ker sem že tako in tako preveč na internetu in s tem. Ampak recimo, da to je totalno nepogrešljivo pa na kompjuter iMac, drugo pa, kaj še je pa programska oprema? Strojna, mislim. Kar če kar tiskar dejansko uporabljaš, ne vem. Avto strojna oprema. Avto je tudi ena strojna oprema, brez kjer jaz zelo ne morem. Ampak to je več ali manj to. Kaj pa, programska, kaj imaš v nekih dejansko uporabljaš na iPhonu? Na iPhonu pa recimo, da non-stop Facebooki, Twitteri, recimo, ko sem se peljala sem na intervju, ena aplikacija, brez katere Nataša ne more, je Maps. Od Apple ali od Google? Od Apple. Pogumno. Jaz vse, kar rabim, je odstipkam lokacijo, ker jaz imam tako blazno slab občutek za orientacijo v prostoru in to je nekaj, kar zelo redno in skozi. Kjer Twitter client pa imaš? Imam kar Echofon. Ta se mi nekako najbolj najrajši. Je pa res, da imam pa TweetDeck. Za več akauntov. In za več akauntov in to, da je ta preglednost dogajanja gor. Res pa je, da pol tudi skoraj redno vsak dan pol še grem na twitter.com, ker mi kakšnih stvari na tem TweetDecku, ker ni najbolj optimalen servis. Tudi nisem čisto prepričan, če mi je posodobitev TweetDecka všeč. Ampak zaenkrat... Vse, kar Twitter kupi, veš, gre ponavadi na slabšne. To veš, ker se TweetDeck je zdaj v Twitterja. Pa bo treba...
Ne, pa se je full je room for improvement, tako da to full moram. Ne. Ok, Viber tudi za telefoniranje, absolutno kdaj. iBooks, včeraj sem eno knjigico fajn kupila. Ali noč na Kindlu? Ne, okay. Vsi hvalijo, vem, ampak ne vem zakaj. Ne vem zakaj ne. Zdaj sem že s parimi govoril, pa je tako, pač, če imaš Kindla sploh, veš, je fajn, ker si kaj pošljaš članek, pa nimenih slik, pa je lahko mero prebereš. Slike brez slik, jaz hočem slikce. V redu. Pojmam en kup teh news sajtov. Eden najljubših men je Zajt. Zajt je meni eden najljubših, jasno tudi Instagram, čeprav zelo bolj redko od aplikacij, nisem tako zelo govor. Uporabljala sem zelo intenzivno Foursquare. Okay. Ampak toliko zelo intenzivno, da sem eno leto nazaj rekla dost. Tako da zdaj eno leto že meni točki dojadi. Ne morem več. Pol imam STA Reader, imam Flipboard, ampak veš, en kup teh news programov, ki jih pač čekiram. Kaj pa browsera si v Safariju ali? Safari, ja. A tudi na Macu pa? Ne, tam pa Google Chrome. A Chrome? Ja, okay. Google Chrome se mi je, ne vem, spet kaj, ali slikce, ali tako, imam okenčka gor zložena, lepo. Drugače se ti pol splača imeti Chroma tudi na iPhonu, zato ker ima Chrome daleč najboljš. Narejen sync tebov, veš. Sprav, tiskar imaš ti na iMacu odprt, ne? Če si logirana v Chrome na iPhonu, ti bo pokazal, kva smela odprt. Veš, in ti ni treba še enkrat tiskat, ne? Krasno. Res, Apple, kakor je Safari fajn, ne? Čim se mora pri Apple karkoli sinhronizirati preko neta, veš, kako je, ne? Škoda, veš, ne, res, zaradi tega. Tako da, če že živiš na desktopu v Chromeu, res se ti splača. Recimo, gor v Ameriki sem blazno zelo uporabljala Yelp. Za restauracijo. Za restauracijo in to mi je totalno super prišlo. Veš, kjerkoli si bil, sam location in v bazi, katovska tam pač seveda ne veš, ne, ena varianta je, da začneš browsati, druga je, da vprašaš v hotelu, kjer pojma nima in te napotijo v McDonald's. Najbližji, kar imamo Mikla, je od Nine, ki je naredila od Konzuma, od Napota, v Foursquare mape. To je najbližji Yelpu, kar imamo pri nas, realno gledam. A veš, pojmam pa še tudi kakšne razne igrce, ker se včasih s tem v zvezi moram povedati, da sem zdaj telefon zamenjala kakšnega pol leta nazaj in nisem imela energije, da bi se ukrepila v tem pogledu. Skratka, imam sam nekaj, kar je čisto sprotnega, ampak recimo Scrabble, včasih igram Letterpress, tisto, včasih odprem tega Hangmana, ampak tudi tako kar nekaj, ker res nimam veliko. Pa imam nek paper toss, tiskar, flikaš. Brezvezne stvari, res. A Ski Safari si kdaj igrala? Ne, kaj Zapravi €1 za Ski Safari. A res? En smučaček si, ki gre dol po hribu, pa sam skačeš z dotikom na zaslon. Kaj, skočiš? Skočeš, pa malo saltice delaš, pa jahaš nekaj. Genijalen špil. Mislim, to, kaj pa ti stvari igrati, pa tako veš za uspod, pač idealka. No, cool. Evo, to pol mi je ful dobra aplikacija. Zelo tudi pogledam ta kino sporedi, pol iz čizga ferca Heartrate se meram. A to je ta slovenski, ne? Ta slovenski Heartrate. Pol je ena aplikacija, ki je totalno prav prišla, klele jo nič ne uporabljam, sicer je Shazam. Shazam, ja. Ko sem še tako živela v Washingtonu, smo včasih ali pa eno obdobje tako dosti redno hodili v en irski bar. Irski bari tam gor imajo vsi enkrat v tednu neke vrste kvize. Pa pub kvize pač. To je najbolj, da sem se v Angliji počel. Super, to bi jaz rada, da bi to k nam prišlo. Tudi ful, že imam razdelan, koliko bi bilo. Sam še moram nekoga enega investitorja dobiti. No in v okviru tistih kvizov je med tako bilo 10 sklopov vprašanj, vsak sklop 10 tistih, ne. In to so tam gorbe tako pop, American pop, ne, zelo venkap enih vprašanj v zvezi z bejzbolom in podobnim, kjer smo totalno bili nekonkurenčni tujci, ne. Enkrat smo sicer 2 Američana imeli s sabo, tako pridejo res tako zelo brihtni ljudje. Ja, to pa folk pripravljen pride. In totalen joke, ja. Veš, kaj greš v bar, ti pač itak greš na drink, zraven pa še to nekaj počneš, ne. No in pol pač, če zmagaš posamezno rundo, ti kakšno rundo plačajo, če zmagaš na koncu, ti pa pokrijejo celi ekipi, kar si pač pil in kar si jedel, ne. Tako, ni zdaj, a veš, zdaj sem pa ne vem kva kupu iz tega, ampak tako super lušna gesta, ker tako in tako greš ven, ne. Pol pa pač, če to dobiš, no in skratka, enkrat smo 2 Američana imeli in smo zmagali. Tako totalen surprise. Tako 4 smo bili Evropejci, 2 pa Američana, ampak sta 2 res bila top in smo zmagali. Načeloma smo pa drugače tako
bili bolj druga polovica. Ne moreš vedeti, kdo je leta 1936 v drugem metu zadev tistega v čelado. Pojma nimam. No in en del tega kviza je bil glasbeni. Shazam. Ampak pazi, takrat vse smo zgolfali, ni lepo bilo, ampak smo rekli, takšen manjko imamo na drugih področjih, da bomo klej malo odprti. Da si handicap malo brali. Da si handicap in sem pesem zavrtet brez lyrics, in si potem kdo poje, kaj naslov in takrat je Shazam. Lepo. Pa zdaj še to zadnje vprašanje, ki ga vsem postavim. En kos strojne opreme, ni nujno, da je računalnik ali pa telefon, ki je tebi najljubši. Ali si ga imela včasih, pa ga nimaš več, ga še zmeraj uporabljaš, nekaj, ki je tako s tabo? Telefon, absolutno. Vse mobile in imam, tudi iPada, ampak se opažam, da zmeraj manj prav pride. Mislim, na kraj pameti mi recimo zaenkrat ne pade, da bi trojko kupila, če je že zunaj šterko, na kraj pameti, ali pa da bi minija kupila, niti pod točko razno. Kompjuter, ki sem doma, ker ni konkurenčen iPad, ko sem zunaj pa telefon. Absolutno, telefon, skos. Pa mu rekel polkar iPhone, ker rabi internet zdaj za nami. Ker je. Vse to. To je to. Najlepša hvala. Hvala za vabilo. Zdaj moraš tudi misliti, kje bo 10 boš. Krasno, 10 ko sem imela na dresu, ko sem odbojko trenirala. Jaz vse se zmeja, to je veselje. Hvala še enkrat. Tole je bila 10. oddaja Aparatus. Natašo na Twitterju najdete pod afna.dc43, Metina lista je metinalista.si. Tega in vse ostale intervjuje in pa linke, ki so omenjeni v temule pogovoru in vseh ostalih najdete pa seveda na www.aparatus.si. Jaz sem na Twitterju afna.anzet. Če pa tole slučajno poslušate v iTunesih, bo pa tam kakršnakoli ocena dobrodošla, ker nas še kakšen poslušalec lahko najde. Hvala. Čau.